Dober dan. Kljub dvakratnemu pozivu novomeške komunale naj občani v vseh 8 občinah, kolikor jih sodi pod okrilje tega javnega podjetja, z vodo ravnajo varčno, se je njena poraba v juliju celo zvišala za 10%. A kot opozarjajo vodilni v podjetju, če bo vode zmanjkalo, jo bo zmanjkalo za vse. Vode primanjkuje v vseh 8 občinah, izdatnost vodnih virov je namreč zmanjšana, vodohrani imajo premajhne zmogljivosti za zagotavljanje potreb v konicah, redukcija vode pa ni možna, so opozorili na današnji novinarski konferenci. V zadnjem obdobju smo po podatkih ARSA, ki smo jih pridobili, ugotovili, da je bilo padavin za približno 30% manj, kot je desetletno povprečje, in v primeru, da se bo to sušno obdobje nadaljevalo, bomo dejansko prišli do problema oskrbe s pitno vodo tako prebivalcev kot industrije. Problem je zagotavljanja vode v času konic, se pravi med delovnikom, v dopoldanskem času, ko obratuje tudi industrija, in pa večernem času. Zdaj, čez noč, ko pa praktično ni porabe, se ti vodohrani nekoliko napolnijo. Zaenkrat še zagotavljajo vodo, a rezerv ni, poudarja Zorko. Konec meseca pa pričakujejo tudi povečano porabo v Krki in Revozu, ki imata ta čas kolektivni dopust. Ker so vodovodni sistemi komunale povezani, sicer občutijo težava z vodo povsod. Najprej smo opazili zmanjšanje vodnih virov v pobočju oziroma v področju Gorjancev. Tam sta dva vodna vira, ki sta svojo izdatnost, ki se jim zmanjšala izdatnost za polovico. To je dodatno obremenilo naš največji vodni vir jezero. V komunali sicer pripravljajo strategijo vodooskrbe za vseh 8 občin. Z hidrogeološkim zavodom smo že opravili določene raziskave. Ugotovili smo, da nekateri viri presihajo, da je podtalnice manj. Iščemo pa nove vodne vire. Imamo dva vira, ki naj bi imela večjo izdatnost, bom rekel, v pregledu. Z novima vodnima viroma v občinah Novo mesto in Žužemberk bi tako izboljšali oskrbo s pitno vodo na Dolenjskem. Kar nekaj občin bo ali je že dobilo nove direktorje občinskih uprav. Prav zdaj izbirajo prvega moža ali ženo občinske uprave občine Ivančna Gorica. Razpis za direktorja občinske uprave so objavili zato, ker je zdajšnjemu direktorju Janezu Radošu potekel mandat. Kako bodo v prihodnje organizirali občinsko upravo, ki zdaj z županom in podžupanom šteje 22 ljudi, pa bo odvisno od tega. Ali bomo na razpise za direktorja dobili primerno osebo, če da, potem ga bomo sprejeli, če pa bomo ocenili, da to ni to, pa bomo se znotraj uprave organizirali tako, da bo delo uprave teklo nemoteno, oziroma da bo celotna občina se razvijala tako kot doslej, tudi v prihodnje. Glede na novo sprejeto zakonodajo so morali tudi v občini Žužemberk izvesti razpis za direktorja občinske uprave. Ker dotedajni direktor ni več ustrezal pogojem, so na drugem razpisu izbrali novega. Žak Gros se je 1. julija pridružil 6 zaposlenim ter županu in podžupanu, ki svoji funkciji opravljata nepoklicno. Glede na to, da je pravnik, smo prav posebej iskali pravniško izobrazbo, zato da bo lahko tudi morda pocenila se pravniške storitve za občino Žužemberk. Spremembe se obetajo tudi v topliški občini. Potem, ko je občinsko upravo zapustil direktor Goran Udovč, ki ga zdaj nadomešča vršilka dolžnosti direktorice Majda Gazvoda, bo z oktobrom vodenje občinske uprave prevzel Igor Erjavec. Še bomo govorili o težavah z vodo. Suša to poletje kaže zobe povsod po državi, še posebej pa prizadene prebivalce višje ležečih predelov in območij brez vodovodnega sistema. Med slednje sodi tudi celotna Ajdovska planota v občini Žužemberk, kjer se v 7 vaseh bojijo, kako bo v prihodnje. Tamkajšnji vaščani se oskrbujejo z vodo iz svojih vodnjakov, vse leto pa jim jo dovažajo tudi žužemberški in dvorski gasilci. Skupaj s koncesionarjem komunalo opravijo med 700 in 800 prevozov letno. Mi zaenkrat imamo vode še dovolj, imamo dosti veliko štirno, imamo 40 kubikov, tako da zaenkrat imamo še vodo. Zdaj v tem času je zelo velik problem, ker rabimo po 16 000 litrov na teden.
Vsakodnevno dovažanje vode pa predvsem za velike porabnike vode, kot je Edvard Jerše, predstavlja tudi veliko finančno breme. To je 100 evrov na teden pride, ne? 34 evrov je ena cisterna, ne? To se pravi 3 cisterne je tu 100 evrov, se reče, ne? Čeprav imajo v občini dodatno vrtino v Križih, pravi župan Franc Škufca, s katero zagotavljajo vodo za križki in rebrški del, pa jo morajo že dovažati tudi v sam Žužemberk. Lahko rečem, da od 7 do 15 vozil na dan vsako društvo prepelje posameznikom v naši občini. Poleg tega pa še seveda iz obstoječega vodovoda prevoz vode tudi v sedanje vodohrane. Tako v Zafari kot Mačkovcu nad Dvorom. Težav z vodo v občini tako ne bo konec, dokler ne bodo zgradili suhokranjskega vodovoda, ki bo povezal tudi prebivalce Ajdovske planote. Kostanjevica na Krki je 6. najstarejše mesto v Sloveniji. Z občinskim praznikom slavijo datum prve listine omembe mestnih pravic, od katerih je letos že 760 let. Zato je bila proslava v Samostanski cerkvi še posebej slovesna. Ena poglavitnih značilnosti kraja je kultura, kar kaže tudi letošnji nabor občinskih nagrajencev. Naziv častni meščan je prejel kipar Dušan Tršar. Na otok se je priženil in ga zaznamoval s svojimi skulpturami, a zato ni pričakoval ključa mestnih vrat. To priznam, da sem zelo presenečen. Namreč le nisem Kostanjevčan v pravem smislu besede, ne? In dejansko je pa tukaj, da res živim že od 72. leta, ne? Tako živim delno, ne? Delno v Ljubljani, ampak tudi ta prostor mi daje neko dušo za ustvarjanje, ne? Podelili so še 3 kostanjeviške srebrnike. Bojan Božič ga je prejel za uspešno vodenje galerije Božidar Jakac. Melita Skušek je pustila pečat z vodenjem prireditev, posebej koncertov domače godbe. Mislim, da so v vseh teh 30 letih, kolikor delujem v Kostanjevici, že opazili, ampak da te nekdo predlaga za priznanje, to je pa že pravzaprav stopnička več in moram reči, da letos je bilo to presenečenje. Janez Kuhar je srebrnik prejel za dolgoletno delo v zborovskem petju. Ko sem začel peti pri oktetu, sem videl, kaj je to. Je to nekaj drugega, kot pa prej, ko sem pel pri zabavnem ansamblu, ne. Kostanjevica je to, kar je, zaradi kulture in nanjo stavijo tudi v razvojnih projektih, je dejal župan Mojmir Pustoslemšek. S kraji, kjer so samostani, se povezujejo v projekt Meniške poti. Povezujejo pa se tudi s starimi mesti. Želimo sodelovati z starimi mesti, s tem povezano pa tudi z projekti, ki jih bo v naslednji finančni perspektivi Evropa, vsaj tako kot sem seznanjen, podpirala. Z evropskim denarjem nameravajo urediti mestno jedro in popestriti njegove vsebine, je poudaril župan. Termoelektrarna Brestanica ima v slovenski energetiki nalogo rezervnega obratovanja, predvsem oskrbovanja sistemov v jedrski elektrarni. Zaradi dotrajanosti plinskih blokov se pripravljajo na postavitev 2 novih turbin z ekološko čistejšo tehnologijo. Na začetku poletja so javnost seznanili z idejnim projektom in podrobnim prostorskim načrtom, ki obsega območje gradnje novih blokov. Moram reči, da zainteresirana javnost ni imela nobenih pripomb, tako da je ta postopek stekel brez težav in sedaj tečejo aktivnosti, da bi 13. septembra to javno obravnavo tudi predstavili občinskemu svetu. Območje načrta zajema dobrih 11 hektarjev površin, na katerih so skupaj predvideni 4 novi bloki. Ko bo občinski svet sprejel odlok o spremembi prostorskega načrta, bodo lahko v termoelektrarni sprožili postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja za zamenjavo prvih 2 turbin. Sama predinvesticijska zasnova je nekje 75 milijonov evrov. Tukaj nekje smo predvideli 70% kredita, 30% lastnih sredstev. Moram reči, da že tečejo aktivnosti, torej dogovori z EIB-om, kakor tudi z komercialnimi bankami, glede možnosti pridobitve ustreznega kredita. Graditi naj bi začeli v letu 2014. Novi turbini bi začeli s poskusnim obratovanjem sredi leta 2015, še dodaja direktor termoelektrarne.
Družba Akrapovič iz Ivančne Gorice, ki je, kot smo že poročali, v začetku tega meseca kupila proizvodni objekt Danfosa v Črnomlju, bi želela kaj hitro začeti s proizvodnjo na novi lokaciji. Kdaj pa se bo to lahko zgodilo, je odvisno od več dejavnikov. Tako je za našo televizijo povedal ustanovitelj in lastnik družbe Igor Akrapovič, ki se je danes svojo ekipo mudil v Črnomlju. Eno dejavnikov je seveda, da je trenutno najemnik podjetje Sekop, s katerim se pač dogovarjamo, kako bi prišli mi v te objekte, ali bomo sukcesivno, ali bomo pač počakali in se dogovorili z njimi. Mi tukaj dejansko nimamo čisto 100% vpliva. Bi pa kaj hitro potrebovali okrog 6 do 7 tisoč kvadratnih metrov površin, pravi Akrapovič in dodaja, da bodo dolgoročno proizvodnjo izpuhov za motocikle in avtomobile zagotovo preselili v Črnomelj, saj so nekdani Danfosovi objekti dovolj veliki za njihovo vizijo v prihodnje. Zdaj mogoče nismo še toliko veliki, da bi bili objekti polni, ampak računamo pa, da bomo v kar nekih letih zrastli, ker trenutno nam 15 do 20% raste prodaja na svetovnih trgih. Recesije v njihovi družbi ne čutijo več. No, recesijo smo čutili 2008-2009, ko smo bili tudi malo slabo pripravljeni, bi rekel sami. Trenutno smo se pa malo bolj organizirali, tudi prodaja, naša razvoj, tako da imamo kar ustrezno rast. Uprava, razvoj in livarski del dejavnosti bodo, kot pravi Akrapovič, ostali v Ivančni Gorici. Proizvodnjo pa bodo dolgoročno preselili v novi del proizvodnih objektov v Črnomlju. Stari del nekdanjih Danfosovih objektov bodo prepustili škofjeloški družbi Polikom, ki je že začela s proizvodnjo v Črnomlju. V tako sušnem času je za občine dobrodošel vsak dodaten vir vode, tako so v neokrnjeni naravi v Hrastju pri Šentjerneju odprli črpališče Kamnišček, odkoder prebivalci tamkajšnjih vasi dobijo izjemno kakovostno pitno vodo, so poudarili predstavniki občine in novomeške komunale. O črpališču so se dogovarjali več let, bile so nevšečnosti zaradi nekaterih lastnikov zemljišč, nato še denacionalizacija. A so vse ovire rešili, je povedal župan Franc Hudoklin. Podpisali so pogodbo z novim lastnikom zemljišča, za katerega zdaj občina plačuje odškodnino. Črpališče ima vrtino na 220 in črpalko na 40 metrih. Izredno kvalitetno vodo za naše gospodinjstva dobimo približno z 12 litri na sekundo, kar pomeni, da v tem trenutku pokrivamo seveda približno 1/3 naših občanov iz tega zajetja, lahko bi pokrivali po izračunih 2/3, vendar pa pomeni, da bomo morali seveda sanirati obstoječe vodovodne sisteme. Vodni vir daje občini kar zajeten del pitne vode in ugotavljamo, da je možno iz tega istega vira pridobiti še več vode, tako da bi občina Šentjernej lahko iz svojih virov v kratkem lahko imela vodo za svoje občane in za svoje potrebe iz lastnega področja. Bo pa treba v prihodnje najti dodatne vodne vire. Tukaj jih bomo iskali na območju Javorovice in pa ureditev samih cevovodov, da bomo količine, ki jih imamo tukaj že na razpolago, spravili do Šentjerneja. Po skorajšnjem dokončanju gradnje 10-kilometrskega vodovodnega sistema v vzhodnem delu občine sicer prihodnje leto načrtujejo nadaljevanje gradnje še v zahodnem delu. Kakovostnejšo vodo iz 6 kilometrov novih cevi bodo dobili prebivalci Hrastja, Zapuš, Pristave ter Gorenjega in Dolenjega Mokrega Polja. V nadaljevanju bomo govorili o prvem naložbeniku, ki prihaja v Mirno Peč in se začetki njegove dejavnosti že lepo vidijo. Z nekaj več težavami pa se ukvarjajo v Straži, kjer bi radi dokončali zdravstveni dom. Kje so težave, pa takoj, ko se vrnemo. V Mirni Peči v prihodnje veliko stavijo na industrijsko cono, ki se razteza na 21 hektarjih in čeprav zdajšnji časi niso preveč naklonjeni podjetništvu in nasploh pospeševanju gospodarskega razvoja, se tam vendarle premika. Prihaja namreč prvi naložbenik. Gre za tuje podjetje, ki je pridobilo gradbeno dovoljenje in v industrijski coni že postavlja halo. To je italijansko podjetje Čekon, ki bo v glavnem izvajalo delo za avtomobilsko industrijo. In še vedno oni pravijo, da bojo nekje v letošnjem letu postavili to halo in potem tudi zaposlovali tam od 35 do 40 ljudi, naj bi na novo zaposlili.
Zanimanja za industrijsko cono je kar nekaj, pravi Kastelic. 4 naložbeniki po njegovem resno razmišljajo o postavitvi obrata. Tudi v družinskem podjetju Strešniki Golob iz Malenske vasi, saj so že pred 6 leti kupili zemljišče v tej coni in čakajo na selitev. Prostorsko so namreč omejeni in so, kot pravi lastnik Marjan Golob, postali za vas preveliki. Načrtujemo kompletno proizvodno preseliti, za to proizvodno imamo že tudi stroje kupljene, se pravi halo tam nekje 60x20 in noter to halo kompletno proizvodnjo in skladišče za prodajo. Kljub temu, da v podjetju z 8 zaposlenimi, ki je največji proizvajalec betonskih strešnikov v slovenski lasti, občutijo recesijo, pa hkrati delajo na razvoju. Zato težko čakajo na preselitev na novo lokacijo v industrijsko cono. V občini Stranža so pridobili gradbeno dovoljenje za obnovo zdravstvene postaje, v sklopu katere bi ukinili stanovanja na Postrečju ter te prostore namenili zobozdravstveni dejavnosti in fizioterapiji, spodaj pa uredili 3 splošne ambulante in montirali dvigalo. A ker se eden od stanovalcev noče izseliti, projekt stoji in zadevo rešuje sodišče. Obnovo bi morali že zdavnaj končati, pravi župan Alojz Knafelj, a se stanovalcem niso mogli dogovoriti. Tako kljub začetim rušitvenim delom na Podstrešju naložba stoji. Stanovalcu, ki ima status invalida, smo ponudili 3 ali 4 stanovanja, vse boljše, vendar ni hotel, da se izseliti in mi smo zaradi tega zastoja morali z Ministrstvom za zdravje podpisati novo pogodbo, ki pa jim znižuje sofinanciranje države za 45.000 evrov od predvidenih 214.000. Zadeva je tako na sodišču, zdravstveni dom pa odprt ne bi smel dočakati zime, meni Knafelj. Novomeško sodišče ima malo zaostankov in računamo, da bo ta zaplet rešilo septembra, morda oktobra. Zdaj, ali bodo kakšne pritožbe, to ne vemo. Mislim, da to je vse v rokah sodišča. Knafelj se boji, da bi lahko obnova padla v vodo. Če namreč denarja od države ne bodo izkoristili do konca oktobra, lahko njeno financiranje povsem propade. Občina sama pa naložbe, ocenjene na približno 700.000 evrov, ne bo zmogla. Kristjani po vsem svetu so praznovali enega največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje. Najstarejši Marijin praznik, imenovan tudi Veliki šmarn ali Velika maša, zaznamuje konec Marijinega zemeljskega življenja in prehod njenega telesa in duše v nebesa. Na predvečer praznika je tudi tokrat potekala slavnostna procesija od župnijske cerkve na Čatežu do romarske cerkve Matere Božje na Zaplazu. Sprevoda se je letos udeležilo okoli 3500 ljudi. Zelo veliko. Nekako združuje, odrešuje in pomirja v srcu. To je Marijin praznik, ki je zelo pomemben za nas kristjane, za vsakega ne. To je že praznik od vsega od otroštva naprej in se ga rada spominjam. Drugače sicer ne vem, kaj ne praznujem, ampak mi pomeni. To je eden najlepših praznikov Marijinih in največjih. Jaz grem vsako leto tukaj gor in s tem posvetim se temu prazniku. Kljub množični udeležbi generalni vikar novomeške škofije meni, da se pravega pomena tega praznika zavedajo le redki. Kakšni starejši gotovo, ker z leti človek zori, tudi sam vidim. Drugače gledam na praznik danes, kot sem gledal pred 40-50 leti, ker človek ima neke izkušnje, poglablja vero, izkušnje življenja, trpljenja. Kljub temu pa je sporočilo praznika, kot še dodaja Metelko, v današnjem času je veliko pomembnejše kot pred nekaj desetletji. Nam govori prav današnjemu človeku, bolj kot včasih, ki preveč zagleda materialnost, da smo mi le romarji popotniki, da tukaj ni naše stalno bivališče, da bomo vse to pustili, ker naš dom je v nebesih. Ob počastitvi Marijinega praznika pa je mašo na Zaplazu danes daroval še novomeški škof Andrej Glavan. Tokratna sejemska sobota v Šentjerneju je bila živahna kot že dolgo ne. Po 4 letih so namreč odprli prenovljen živinski sejem, ki zdaj ustreza vsej predpisani zakonodaji in je edini klasični sejem te vrste v Sloveniji. Na sejmiščnem prostoru se je trlo razstavljavcev in obiskovalcev od blizu in daleč.
Sem rejec konjev, pa me to malo zanima, malo pogledati, malo da damo še kaj tam zaslužiti, kaj za kako pivo, pa malo okoli štantu, tako da se nekaj. Glavno mi je za pohvaliti, no, lepo. Pogrešam, kot 2 leta ne bilo. 4 leta? 4 leta, no, drugače pa skoraj na vsakem. Zakaj pa pridete? Ali malo za firmce, ali malo če kaj za kupiti, ali če imam za prodati, prej je bilo to drugače, ne. Zdaj pa to bolj. Pa sicer se zdi to dobra zamisel, da je Šentjernej spet dobil živinski sejem? Sigurno, da. To bi žigar bilo že prej. Ker včasih bi res marsikdo kaj kupil, pa nijemo kje, ne. Da bi živinski del vnovič vzpostavili, si je prizadevala tudi občinska uprava. Pred 4 leti ga je namreč z odločbo prepovedala veterinarska inšpekcija. Moram povedati, da ta sejem bi lahko zaživel že skoraj pred 2 leti, če ne bi imeli v neposrednji bližini takega soseda, da se je seveda pritoževal na vse izdane odločbe gradbenega dovoljenja, vendar roka pravičnosti je naredila to, da smo ravnali pravilno, dobili tudi vsa dovoljenja. Danes, kot vidimo, je to pravi sejem. Za potrebe živinskega dela sejma so zgradili nadstrešnico za živali, bokse in vse drugo, kar je zahtevala zakonodaja. Kot je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, je sejem priložnost, da se pokažejo živinorejski dosežki. Hkrati pa, da se tu sklene kakšen posel. Na koncu živinoreje je tudi gospodarska panoga, od katere je treba tudi nekaj iztržiti in to je prav gotovo priložnost za tako zadevo. Priložnost za to bodo kmetje imeli vsako 2. in 4. soboto v mesecu, bodo pa na sejmu, ki so ga uredili ob izdatni pomoči evropskih sredstev, prihodnje pripravljali tudi razstave živali. Približno 2000 ljudi se je zbralo v Brežicah na sprejemu za olimpijonika Primoža Kozmusa, ki se je iz svojih 4. olimpijskih iger vrnil srebrno kolajno v metu kladiva. Harmonikarji Tonija Sotoška, Big Band Krško, pa Peter Direnbeck in Nuša Derenda so ogrevali občinstvo do prihoda šampiona, ki se je vsem zahvalil za podporo. Povedal je, da je bilo vzdušje na tekmi v Londonu zaradi ogromnega števila gledalcev čudovito. Vedel je, da tokrat ni absolutni favorit kot pred 4 leti v Pekingu. Tokrat je to vlogo nosil Madžar Pars. Vsekakor sem pa je štartil na zmago. Torej, na takšni tekmi ni druge izbire. Bil je tudi dosegljiv z dobrim metom, ampak to je bilo, bom rekel, mogoče malo nerealno pričakovati, da bi jaz dober met, on pa slab. In bil je boljše pripravljen in mu čestitam za ta naslov. Jaz sem pa vesel, da sem vzel srebro. Visoka pričakovanja, ki jih ima javnost od vrhunskih športnikov, so težko breme, je dejal Kozmus. Seveda, on nas razveseljuje, mi njega in ne glede na to, tudi če bi bil kakšen slabši met, mi mu stojimo v strani in prav zaradi tega jaz mislim, da je to njemu največja spodbuda in da on to razume in mi vse skupaj in treba mu sam čestitati. Olimpijski podprvak se po takšnem rezultatu ne misli upokojiti. Napovedal je udeležbo na olimpijadi čez 4 leta v Braziliji. Ja, v bistvu treba zdaj zastaviti pač za novo sezono, cilje, načrt dela in o tem se bomo pogovarjali v glavnem, ko bo konec malo odmora, da se malo spočijemo od vsega. Sicer pa je na zadnji dan olimpijskih iger v maratonu nastopil Novomeščan Primož Kobe, ki je s časom 2 uri 19 minut in 28 sekund zasedel solidno 46. mesto in s tem dosegel drugo najboljšo slovensko uvrstitev v maratonu na olimpijskih igrah. Mirnemu Novemu mestu zadnje dni daje glasbeni utrip jazzovska glasba. V sklopu mednarodnega festivala in delavnice Jazznti so na Muzejskih vrtovih izvedli 10. jubilejni jazon. In podelili so 3 jazone. Tistega za najboljšo kompozicijo in nagrado občinstva je prejel Žan Tetičkovič Sextet. Jaz bi kar rekel, da nagrada občinstva, čeprav seveda nagrada strokovne žirije za kompozicijo je največ zaradi tega, ker so to kompozicijo ocenjevali mojstri, ampak če občinstvo začuti glasbo, je to v bistvu cilj vseh glasbenikov. Letos je bila kvaliteta vseh 3 bendov, ki so prišli v finale, izredno visoka in to se je pokazalo seveda tudi v odločitvi žirije, ki je bila zelo tesna, pravzaprav žirija je zasedala precej dlje, kot je bilo mišljeno, pa tudi recimo glasovi občinstva so bili razporejeni zelo enakomerno. Medtem ko je jazon za najboljšo živo izvedbo prejel Črt Remic Trio. Nam se mi zdi, da vsem trem pomeni zelo veliko, ker danes dobiti snemanje, sploh pa za 2 dni v takem vrhunskem studiu, ki je RSL, se mi zdi, da ni kar tako. Vsekakor smo zreli za nek posnetek tega in to nam vsekakor pride prav zdaj za nadaljnjo promocijo in se seveda, da
da se še preizkusim pač v studiu. Smo že navajeni v 2 dneh vse posneti, tako da ne bo problema. Sicer pa je bil letošnji Jazon nekoliko drugačen od prejšnjih. Letos je pač 10. Jazon, odločili smo se za to spremembo koncepta, ravno zato, da nekoliko približamo mogoče širši publiki to tekmovanje, ki je bilo pač doslej na nek način precej abstraktno, ker so pač tekmovale nekako kompozicije med sabo v izvedbi istega benda. Merensko dolino je v minulih dneh zaznamoval Knapenfest, 2-dnevna športna in glasbena prireditev, ki se je odvijala v športnem parku Karmel. Ta je postal bogatejši za igrišče na Mivki. Za otvoritveno tekmo so se domačini pomerili žensko reprezentanco v smučarskih skokih s kapetanom Primožem Peterko. 2-dnevni festival s športnim, dnevnim in glasbenim nočnim utripom so mladi v Karmelju priredili 4. leto. Imajo močno podporo v vodstvu krajevne skupnosti, saj ves kraj z okolico vred živi za festival, je povedal eden od organizatorjev. Mi smo letos na novo odprli društvo Knapenfest. Predsednik društva sem jaz, ampak to še ne pomeni, da jaz delam ta festival. Ta festival dela približno 10 organizatorjev v ožjem krogu in potem še vsi delavci, vsak, ki je vsaj enkrat za ograjo prijel. Športni park Karmel ima še veliko neizkoriščenih površin, zato je prizorišče idealno za takšne festivale, saj je možno tudi kampiranje. V krajevni skupnosti jih je zanimalo, koliko bi stala ureditev več igrišč s tribuno in atletska steza. Projektantski predračun znaša 700 000 evrov. Do uresničitve bodo prišli lahko le po koščkih, pravi predsednica sveta krajevne skupnosti Slavica Mirt. Začeli so z odbojkarskim igriščem. Igrišče, kompletna investicija za izgradnjo odbojkarskega igrišča na Mivki in sanacija poškodb na obstoječih športnih objektih ocenjujemo na 18 000 evrov. Financirala je krajevna skupnost in občina Sevnica. Strošek urejanja igrišča bi bil nekaj tisoč evrov višji, če ne bi bilo prostovoljnega dela članov društva in krajevnih svetnikov, je dodala Mirtova. Prepričani smo, da je bilo opozoril o varčni rabi vode več kot dovolj in da nas bo končno srečala pamet, da vse, kar dobimo iz narave, ni neusahljivo. Tudi naša televizija je neusahljiv vir dogajanja v jugovzhodni Sloveniji, zato bodite z nami spet čez teden dni.